Kakšno stanovanje lahko nastane v garaži za avtodom? Visok strop in garažno-industrijski videz sta narekovala tudi notranjo opremo stanovanja. Iskanje prvega stanovanja za mlado družino je zelo stresno početje, tako za njih kot za njihove starše, ki ponavadi želijo tudi finančno pomagati. Tokrat predstavljamo dom mlade družine, ki je nastal kar v nekdanji očetovi garaži za avtodom. Med lastnikoma in ekipo Celovito, ki je projekt izpeljala od ideje do izvedbe, je nastala sinergija, ki jo občutimo in vidimo takoj, ko vstopimo v prostor. Grem pozvoniti. Kakšna je bila funkcionalnost prostora predhodno in kako je vplivala na razporeditev prostorov? Predno smo tu uredili stanovanje, so bile v večjem delu tega objekta garaže, namenjene parkiranju avtodoma, zato je bila višina stropa zelo visoka. V drugem delu stanovanja je bila pa prej kotlovnica in pa delavnica hišna, tam je pa strop nekoliko nižji, tako da smo s tem v bistvu prilagodili tudi samo rešitev prostora. Kateri so bili najvidnejši posegi v prostor iz bivše garaže, recimo v dom? Najvidnejši posegi so bili odstranitev garažnih vrat, dvojih garažnih vrat na eni strani in pa večjih industrijskih oken s kopelic steklom na drugi strani. To je tam, ne? Tako, to nam je omogočilo, da ima prostor velika okna, panoramska, da se odpira navzven in ima pogled v naravo. Ste ta nekak industrijski slog prilagodili garaži ali ste želeli imeti ta industrijski? Oboje. Lastnika sta si želela loft industrijskega videza, hkrati nam je pa garaža s temi elementi, v kateri so bili že v prostoru, od vidnega betona, tudi že prej je bila vidna električna inštalacija, omogočali, da nadaljujemo v bistvu to rdečo nit in pa z posameznimi kosi še prenesemo industrijskega videza v prostor. Pri garaži so drugačne specifikacije, ne? Sploh glede zvočne in toplotne izolacije ste morali malo bolj izolirati, ne? Ja, tla smo v bivalnem delu, kjer smo imeli dovolj višine, dvignili za 15 cm, jih toplotno izolirali, vgradili talno gretje, tako da so tla v bivalnem delu topla, prijetna. V zunanji ovoj, fasado smo pa v celoti toplotno izolirali, tudi okna, ki so vgrajena, so toplotno izolativna, troslojna, tako da je zagotovljeno prijetno bivalno okolje. V bivši kotlovnici pa je bilo manj prostora, ne? Ste morali iskati boljše rešitve oziroma drugačne rešitve. Ja, drži, tam smo imeli višino prostora okrog 2,10 m in tam smo morali vgraditi tanjšo toplotno izolacijo. To nam sodobni materiali omogočajo. Ta toplotna izolacija je debela 1 do 2 cm in nadomešča 4 do 6 cm običajne toplotne izolacije. Tako da smo vsaj nekaj pripomogli k boljšemu ugodju v prostoru. Kam ste spravili kotlovnico, ker vemo, da kotlovnica je velik projekt za hišo, jo postavimo in jo imamo tam, ne dolgoročno? Ja, prešli so na drug energent, prej so kurili na kurilno olje, zdaj so prešli na plin in ker je plinska peč manjša, smo jo lahko prestavili v sosedne prostore, ki so bili prej prazni, tako da smo tam uredili kotlovnico in delavnico. Kje je pa avtodom? Avtodom je pod nadstreškom zraven. Ni pa bilo ideje, da bi živeli v avtodomu v garaži? Na morju samo. V kotlovnico ste dali kopalnico. Kakšne spremembe so se zgodile? Ja, v tistem delu, kjer smo imeli prej kotlovnico in delavnico in je bil nizek strop, smo umestili spalnico, kjer se redko zadržujemo čez dan in ni tako problematična višina, in pa kopalnico, kjer je tudi potreba po višini malo manjša. Spremembe so se zgodile v to, da smo uporabili materiale, ki so nadaljevali zgodbo industrijskega sloga, kot ga imamo tudi v ostalih prostorih, tako da smo za obdelavo sten in tal uporabili cementni mikrotopping. Ni pa beton? Ne, to je cementni polimerni premaz, tako da je elastičen, se pa nanaša na betonski estrih.
V kopalnici smo skrili utility omaro oziroma vse aparate, ki sicer pritičejo stanovanju, pralni, sušilni stroj, sta skrita v omari, hkrati tudi likalna deska, čistila, tako da je vse skrbno pospravljeno za vrati in ni vidno očem. Vse, kar je vidno v kopalnici, je lesen, masiven pult, ki daje toplino prostoru. V kopalnici je tudi pisoar, gre tukaj za enakovrednost spolov. Tu gre za prevladovanje spolov, bi rekli. Namreč v družini so 3 fantje in zato so želeli, da je tudi pisoar v kopalnici. V spalnici in v vseh bivalnih prostorih smo dali hrastov parket, ki je oljan s poudarjenimi letnicami, tako da je občutek v dotiku s tlemi prijeten, topel, zelo domač. Nad posteljo so kabli. Je v slogu, ampak so funkcionalni ali so samo dekorativno? Ti kabli so funkcionalni in preko njih se napajata luči, ki sta nad posteljo. Imajo pa dekorativno funkcijo in hkrati še vedno to rdečo nit električnih vidnih inštalacij, pa malo popestrita vzglavje postelje. V otroških sobah imamo rešitev na 2 nivojih, in sicer v spodnjem delu je prostor za omare in pisalno mizo, igralne kotičke, medtem ko na lesenih podestih, ki so zgoraj, je ležišče, ki je zamreženo z varnostno mrežo, zato da je zagotovljena varnost. Kakšna mora biti minimalna višina za funkcionalnost podesta od stropa? Minimalno mora biti spodaj pohodno, se pravi stojna višina, to je vsaj 2 metra. Pri nas v našem primeru so podesti nad višini 205 cm, zgoraj na podestu pa je priporočljivo, da je višina vsaj toliko visoka, da lahko odrasel človek sedi, to je pa minimalno 110–115 cm. Zgoraj na podestu so pa 2 funkcije, lahko se otroci igrajo, lahko pa kdo prespi, ne? Tako, ta podest v dnevnem delu je v bistvu bonus v prostoru. Nista pričakovala lastnika, da lahko v dnevnem prostoru naredimo delovni kotiček in hkrati zagotovimo nek bralni kotiček in tudi pomožno ležišče za goste. Imate pa še eno tehnološko finto, Drži. Ki se skriva pred nama. Ja, temu rečemo TV Box. To je omara, v kateri je skrita televizija in se z daljinskim upravljanjem televizija tudi dvigne, da je možnost sedežne garniture tudi kakšen film prijetno pogledati. In to bova pokazala, samo morava dati vaze dol, ne? Ja. Največja zanimivost kuhinje je, da ste ploščo kuhalno premaknili iz tega na ta otoček. Ja, drži. Kuhinja je narejena v stilu celotnega dnevnega prostora, ki je en velik odprt prostor. Zato smo tudi kuhinjo naredili zračno, tako da smo na sredino postavili kuhinjski otok in zraven mizo. Nad otokom je pa še ena posebnost, to je pa tudi napa, ki smo klasično filtrino napo smo vgradili v po meri narejeno ogrodje, ki se z kovinskimi deli in pa vidno inštalacijo navezuje na celoten industrijski slog. Na prehodu kuhinje v dnevno sobo smo naredili pregrado, ki malce loči kuhinjski pult od sedežne garniture, ki je sicer zelo blizu, hkrati pa skriva tudi eno mini shrambo, kjer so lahko pospravljene drobnarije. V tem delu, kjer je pa pult, imamo pa še kotiček, kjer se lahko pospravijo gospodinjski aparati ali pa stvari, ki jih želimo imeti bolj na roki.
To je tudi industrijsko, številke. Ja, ta miza je serijske izdelave in po sreči smo našli tako, da malo spominja na kot neko pristanišče z številkami, kot so na lesenih škatlah v pristanišču, sicer običajno označeni paketi. Se tudi družinski člani kličejo po številkah ali po ladjah, recimo Piran, pridi sem? Če ne drugače, bi se lahko po številkah 1., 2., 3., 4. po starosti delili. Okay. Potem tudi tako sedijo. Se pravi, Bi bilo pričakujemo treba še nekaj 2 vprašati. člana, no, kot vidim po številkah. Ali pa gosta.